Spoštovane dame in gospodje, lepo pozdravljeni in seveda iskreno dobrodošli na še enem dogodku mozaiku tistih, ki jih pripravljamo v okviru dogodkov Dan zame. Zadnji je bil v živo na Mariborskem gradu, tokrat pa smo tukaj v tem čudovitem ambientu studija Magnet Design arhitekta Roberta Kluna v Ljubljani. In mi smo si dovolili online vstopiti v vaše domove, zato hvala lepa za sprejem in za dobrodošlico. Tudi danes bomo nadaljevali serijo pogovorov z zanimivimi sogovorniki, tako kot smo to počeli in počnemo na dogodku v živo. In čeprav je dan zame v največji meri pravzaprav namenjen ženskam, danes v našo družbo seveda vabimo tudi moške. Zato iskreno dobrodošli, da se nam pridružite. Nenazadnje je tudi naš današnji gost moški, ki svojo strokovno pomoč in znanje največkrat ponuja moškim. Danes pa bova nagovarjala obe strani, torej tako ženske kot tudi moške, dotaknila se bova namreč odnosov. Zato sem res vesela, da lahko danes v naši družbi pozdravim Urbana Urbanca, svetovalca za partnerske odnose, učitelja AIQ metode 2. stopnje in AIQ dihanja 1. stopnje. Urban, lepo pozdravljen in res iskreno dobrodošel. Pozdravljeni in hvala lepa za vabilo. Takoj se bova vrnila na pogovor, imava kar nekaj zanimivih tem za obdelati danes. Preden začneva, pa bi se želela zahvaliti še vinarstvu Teza, to je mlada vinarska znamka iz Vipavž v Goriških Brdih. In razvila se je iz tradicionalne briške družinske kmetije, sicer pa bo leto 2024 prav posebno za vinarstvo Teza, kajti odprli bodo novo vinsko klet. Še eno lepo presenečenje imamo danes za vas, predvsem za dame, namreč ikona Art Parfumery iz Ljubljane bo podaril en krasen parfum, ampak o tem nekoliko več kasneje med samim pogovorom, zato vas seveda vabim, da ostanete z nami, ampak to ne pomeni, da tudi moški seveda ne smete sodelovati v tej nagradni igri in morda presenetite tudi kakšno žensko. Urban, še enkrat dobrodošel, vrniva se k tebi. Na tvoji spletni strani na začetku piše: začnite živeti srečno, radostno ter avtentično življenje in izboljšajte svoj partnerski odnos. In potem nadaljuješ, da si se do tega, kar danes si in kar počneš, v bistvu pribil sam na podlagi močnih preizkušenj, skozi katere si začel spoznavati, da si svoje življenje in vse v njem pravzaprav ustvarjamo sami, z odnosom, ki ga imamo do sebe in do življenja. Zelo lepo napisano in jaz verjamem, da to tudi živiš, Urban. Zato bi jaz mogoče želela za začetek slišati in seveda tudi naše gledalke in gledalci kaj več o tej tvoji poti in kako si pravzaprav prišel do teh spoznanj, kdo si, kaj počneš. Hvala še enkrat za vabilo. Res je, ugotovil sem skozi ta čas, da če želim biti v srečnem, izpolnjenem partnerskem odnosu, da moram najprej biti srečen, vesel, izpolnjen, radosten samim sabo, predvsem pa avtentičen in spontan. In pot me je vodila od raznih dolin smrti do težav, s katerimi se verjamem, da vsak izmed nas sooča na svoji poti, osebne rasti, partnerstva in poslovne kariere in tako naprej. In spoznal sem, da sem res jaz tisti, ki sem dejansko za sebe lahko največji storilec ali pa največji rešitelj. In dolgo časa sem bil storilec, to mi ni bilo prijetno, kopal sem se v istih zgodbah, lovil sem se v nekih neuspešnih partnerskih razmerjih, dokler se nisem odločil pogledati bolj globoko v sebe in narediti nekih korenitih sprememb. In ja, do neke mere sem se do tega dokopal sam, sploh v zadnjem času sem pa videl, da sam ne morem, ker sam sebi pogledati v obraz je skoraj nemogoče, kajti nočeš, ne želiš ali ne moreš, ne znaš videti tistega, kar morda drugi lahko vidijo v tebi. In tudi jaz sem potem poiskal pomoč učitelja, terapevte, ki so me pomagali usmeriti še bolj v to resnico, ki jo tako vztrajno iščem. In včasih je bila manj prijetna, včasih je bila bolj prijetna, ampak v končni fazi, ne glede na to, kdo me je usmeril, kdo me je vodil, kdo me je učil, sem bil jaz tisti, ki sem moral korenite spremembe in konkretne korake narediti sam. In danes za tem, kar delam, stojim, živim in priznam, da tudi mene še odnese vsake toliko časa, saj sem samo človek, nisem stroj, ampak se tega zavem, stopim potem ven iz tega nekega ponavljajočega vzorca in se usmerim na neko drugo pot, na neko lažjo,
pot, ki me lahko potem počasi, upam, da nekega dne pripelje tja, kamor si želim, do nekega izpolnjenega, radostnega, zavestnega življenja. Zdi se mi, da je to nekaj, kar si vsi želimo v življenju, tudi spoznati same sebe, zato da bi seveda potem lahko bili tudi za drugega najboljša različica. Ampak kot si sam omenil, težko je verjetno včasih sam biti na tej poti. Dobro je imeti nekoga, ki te spremlja, ki ti zna svetovati, omenil si terapevta in tudi ti si se začel ukvarjati z delom z drugimi, se pravi predvsem moškim. Si začel svetovati z raznimi audioprogrami, delavnicami, vikend odmiki, tudi knjigami. Kako lahko torej nekdo, ki je strokovno podkovan, nekomu pomaga seveda pri tej poti oziroma iskanju samega sebe? Veliko je na tej poti, sploh v zadnjem času se pojavlja nekih rešiteljev, ki ti obljubljajo, da bodo naredili nekaj namesto tebe. Ampak jaz sem lahko ljudem, ki pridejo k meni iskat pomoč, samo kot neke vrste usmeritev, kot neke vrste svetilnik in jih učim, kako lahko oni z orodji, ki jih imajo na voljo, z orodji, ki jih tudi jaz lahko jih naučim uporabljati, pridejo do tega sami, na svoj način, ker tudi edino tisto je potem res nekaj vredno. In ne gre samo za to, da so samo učiteljni tukaj tisti ali pa terapevti, predvsem so največji učiteljni naši partnerji in pa potem seveda otroci, ki nam kažejo vse tisto, kar še ni predelano. Partnerji so tisti, ki nas štoknejo, piknejo tja, kjer ne želimo še pogledati ali pa ne moremo pogledati. Če pa oni tega ne uspejo dobro narediti, so potem tukaj še naši otroci, ki pa definitivno najdejo tiste gumbe, ki v nas sprožijo nezavedne stvari, podzavestne vzorce, prepričanja, ki za nas niso dobra. In potem je na nas, da jih to ozavestimo in glede njih želimo nekaj narediti. Ali pa nadaljujemo svojo zgodbo in vztrajamo v kroničnih težavah, kroničnih stanjih, kroničnih bolezni, tega je danes vedno več, ki pa je vse skupaj samo posledica nekih kroničnih stanj oziroma kroničnih odnosov. Ko sva se pogovarjala, kaj bi bila tema tega pogovora, da bi čim bolj opolnomočila tako ženske kot moške in seveda partnerski odnos, ne, se pravi odnos kot tak. Je bilo zanimivo vprašanje, ki se je pojavilo in ga zdaj postavljam tudi tebi, zakaj meniš, da je danes tako težko biti najprej ženska mogoče in potem zakaj je težko biti, če seveda je tako moški? Svet, v katerem živimo, je zelo moško usmerjen svet, žal. Veliko je strukture potrebne, veliko je potrebne neke jasnosti, nekih sprejemanja odločitev vsakodnevnih, tako na poslovnem, družinskem, osebnem področju. Veliko je neke kompleksnosti, ki pa je do moškega mogoče bolj prijazna kot pa do žensk, kajti ženske ste bolj dojemljive za to kompleksnost, več stvari zaznate in potem te stvari tudi bolj na vas vplivajo. Moški pa smo bolj taki, ko gremo lahko bolj stoično morda skozi ta svet in se nas te distrakcije, reklame, jumbo plakati, non-stop hrup, informacije, ki prihajajo z raznih stvari, potrošništvo, reklame in tako naprej, ne dotaknejo tako zelo, kot se dotaknejo vas. To je pač v naši naravi. Ženska mora biti tista, ki mora opaziti več, da lahko potem zaščiti svojo družino, ko moškega recimo ni bilo, ko je bil na lovu ali pa ko je bil v boju. Poleg tega pa mora znati moškega potem tudi usmeriti naprej, da bo za njo in za njeno družino lahko poskrbel na najboljši možen način, da bo poskrbel za tisto seveda materialno varnost in pa seveda potem tudi to za čustveno varnost. In v današnjem svetu je ta čustvena varnost, se mi zdi, toliko bolj potrebna in pomembna, kajti ženske lahko danes do velike mere same poskrbite za svojo materialno varnost, ampak tista čustvena varnost je pa nekaj, kar lahko partner doda oziroma bi moral dodati, da bi se ženske boljš počutile. In ker tega ženske danes nimajo, ker živijo, bom rekel, zelo po moški strukturi, živijo zelo v tem moškem principu, same težko najdejo to in potrebujejo nekoga, ki bi jim to strukturo lahko držal malce in pomagal in jih vodil včasih skozi ta, lahko rečem na čase, zelo nori čas ali pa nori svet. Kaj pa lahko ženska recimo sama stori, da bi bila malo manj v tej moški energiji? Včasih se mi zdi, da kar želimo biti bolj v ženski energiji, pa prepuščamo moškemu, da bi prevzel neke stvari, ampak same pa kar potem ne spustimo iz rok ali pa ostajamo predvsej moške ali pa v moški energiji. Ja, to je zelo dobro vprašanje.
To vprašanje odgovarjam večkrat na teden, ko se ljudje, stranke, ženske in moški prihajajo k meni, name obračajo s tem vprašanjem. In težko je danes za žensko, recimo, ki je v poslovnem svetu, ki ima službo, ki ima dom, ki ima družino, ki bi poleg tega rada še kaj za sebe naredila, je dejansko težko, ker je veliko časa v nekem stresu, v nekem simpatičnem odzivu njenega živčnega sistema, ki zahteva ves čas nek boj, neko dokazovanje, ki zahteva ves čas soočanje z vsemi stvarmi, ki prihajajo. In začetek je že dobro, da se ženska tega zave, da ima preveč distrakcij, da ima preveč opravkov, preveč obveznosti, preveč opravil, ker vse to zahtevajo njeno pozornost. In da bi bilo dobro, če bi vsake toliko časa, večkrat na dan, če se le da, to pozornost bolj usmerila v sebe noter. In to so lahko drobne stvari, to so lahko, ne vem, da se samo uleže za 10 minut na tla, naredi neko dihalno vajo, se poveže s svojim telesom, se poveže s svojo maternico, si da kakšno glasbo, odmakne vse, zapleše na kakšen ples, si zapoje na kakšno pesem, včasih malo pomiga in vedno bolj prihaja v ta čut sebe, v ta stik sama s sabo. In tako lahko ona povečuje v bistvu to zavedanje sebe kot ženska in zavedanje tega, koliko časa mora preživeti v tem moškem principu načina delovanja, da sploh lahko funkcionira v tem svetu, ki pač od nje to zahteva. Tako da tukaj so drobni trenutki, ki lahko žensko pomagajo pripeljati nazaj do njenega telesa, seveda pa, če bi ženska želela bolj konkretno na tem delati, pa ukvarjanje potem bolj na konkretnih nivojih, tudi sama s sabo, predvsem priporočam delo s telesom, somatika, dihanje, ples, druženje s svojimi ženskimi prijateljicami, da zopet pride v to stik s to svojo žensko naravo. Hvala za te nasvete tudi v mojem imenu. In mi bomo zdaj za trenutek izkoristili to priložnost in seveda ponudili še eno možnost razvajanja vas, drage ženske. Kot nalašč je zdaj tole, namreč nazaj k presenečenju, ki smo ga pripravili za vas. Parfum bomo namreč podelili eni izmed vas, drage dame. Podarja ga Icona Art Perfumery iz Ljubljane. Gre za konceptno trgovino, ki ima poleg ekskluzivnih dišav tudi ponudbo kozmetike, mode in pa izdelkov za dom. In če boste zavili tja, torej v njihovo trgovino, boste tam naleteli tudi na Lana Krašovca, res je strokovnjak na svojem področju, strokovni svetovalec in Iconine stranke pravzaprav že leta navdušuje s svojim strokovnim znanjem in tudi odličnim poznavanjem sveta parfumov, zlasti tistih najbolj znanih, kot pravi, a najbolj kakovostnih. No, in mi bomo med vsemi, ki boste, pazite zdaj, do 30. decembra, torej pred koncem letošnjega leta, na e-mail bomo tudi izpisali ta e-mail dogodki@value.si, poslali sporočilo z naslovom Praznični dan zame in odgovorili tudi moški, seveda lahko jim presenetite svojo drago s kakšnim parfumom, torej odgovorili na vprašanje, nasproti katere znane hiše v Ljubljani se nahaja Icona Art Perfumery. Torej, nasproti katere znane hiše v Ljubljani se nahaja. Še enkrat, torej pošljite to do 30.12. na dogodki@value.si in imamo en čudovit parfum, ki se imenuje Kilian Rose Out in bo kot nalašč za vas v teh prazničnih časih. In ko govorimo že o razvajanju, morda še tole, kako pomembno je ne samo, da se razvajamo z dišavami, s kakšnim kozarčkem vina, kot bova tudi midva kasneje, ko bova zaključila ta pogovor, ampak da lahko svoje čute in svojo dušo ogrejemo tudi tako, da mogoče zase ali pa v dvoje si privoščimo kakšno masažo z mehurčki, torej v bazenu ali pa v masažni kadi in pa si pravzaprav privoščimo počitek ali pa razvajanje, ker prej sva govorila ravno o tem, da je dobro, da se ženske znamo včasih samo usesti, samo vleči, se malo razvajati in zelo dobro to vedo tudi uporabniki Remaxovih savn in Whirlpoolov, ki se že razvajajo v njihovih savnah in pa v bazenih, tako da dajte izkoristiti tudi to še enkrat, pa torej vabljeni, da sodelujete tudi v nagradni igri. Zdaj pa se midva vračava, govorila so o tem, ali je težko in zakaj je težko biti ženska ali moški. Na to pa, kot si omenil, Urban, vpliva pravzaprav tudi način življenja. Se pravi, težki urniki ali pa naporni urniki, poslovni svet, v katerem se danes seveda tudi ženska znova in znova dokazuje, prav tako moški na svojih poslovnih poteh, obveznostih in tako naprej. Kako vpliva torej ta, bova rekla, način življenja na odnose? In ali je res tako zelo
negativen ta vpliv? Mislim, koliko je negativen, pokaže stanje družbe. In pa ne mislim tukaj samo stanje ločitve, obiski terapevtov, ampak predvsem stanje, ki je kronično, v smislu ljudje imajo veliko kroničnih težav, kroničnih bolezni, kroničnih situacij. In to so zelo dober pokazatelj, da nekaj v družbi ni v redu. Torej, tisto, kar je kronično, se ponavlja. In če se nekaj, kar je dobro, ponavlja, potem bo to nam prineslo nek dober rezultat. Če pa nekaj, kar ni dobro in se ponavlja stalno, vedno znova in znova, pa bo to na dolgi rok prineslo nek slab rezultat. In zato je treba pogledati, da vsi naši odnosi izhajajo pravzaprav verjetno iz neke naše primarne družine, se potem nadaljujejo v našo, bom rekel, to družino, ki jo ustvarimo potem z našim partnerjem, in pa seveda tudi v odnose, ki jih imamo z bližnjimi, prijatelji, znanci in tako naprej. In če te odnosi niso avtentični, če niso pristni, če v teh odnosih ne prosperiramo, potem to pušča posledice na nas in pa potem seveda tudi na naši družini. Zdaj, kako iz tega ven izstopiti oziroma kako v to noter pogledati, je, da se najprej zavedamo, da je dogodkov danes res preveč in kompleksnost družbe in količina informacij, ki jo danes posameznik je deležen, je bistveno večja kot pa recimo 50 let nazaj, ne, z pač internetom, z nenehnim dostopom, praktično imamo v žepu telefon, napravo, kjer nam da dejansko zadovolji vse naše potrebe, ki jih tisti trenutek imamo, razen tistih najbolj pomembnih, ne, recimo ljubezen, občutek sprejetosti, zaželenosti in tako naprej. In to nas oddaljuje od nas samih in dokler se človek ne bo zmogel pogledati vase, dokler ne bo znal določiti, kaj je tisto, kar ga obremenjuje, katere dogodke morda lahko da stran, kateri dogodki niso tako zelo pomembni, bo težko našel sebe in bo težko ugotovil, kaj je pa tisto, kar bi rad počel. In zdaj, glede na to, da je pač situacija takšna, kot je in da bo verjetno vedno hujše in samo še slabše, je potem lahko pogledamo, kaj mi lahko naredimo glede tega. Kako vsak posameznik pri sebi lahko začne dejansko vplivati na svoje življenje tako, da se mu izboljšuje na razne načine. Zdaj, ali je to skozi več druženja z prijatelji, ali je to z ukvarjanja več sami s sabo, z nekimi duhovnimi praksami, ali je to s tem, da, bom rekel, več časa preživi s svojimi otroki, da več časa preživi s svojim partnerjem, da se razvajata, da imata neke zmenke ponovno, ki sta jih toliko in toliko časa nazaj verjetno imela in so jo pripeljali do tega, kjer sta. Da vsak pogleda pri sebi v bistvu in si natoči čistega vina, če smo že pri vinu, da vidi, kaj mu ustreza, kaj mu več ne ustreza in se nauči postaviti jasne meje, se nauči izraziti svoj ne in potem začne delati tisto, kar ga nekako veseli. In to lahko vsak naredi, vprašanje pa je, če si to želi narediti. No, to je ravno to ključno vprašanje, ne? Velikokrat imamo tudi v partnerskih odnosih pogovore, kjer ali drugemu nekaj očitamo, ali pa želimo spreminjati koga, ali pa govorimo o tem, kaj nas moti na nekom. In prva stvar je verjetno pogledati vase in velikokrat se mi zdi seveda tudi v takih pogovorih, da ni učinka. Se pravi, nekdo vztraja pri svoji zgodbi, spet drugi pri svoji zgodbi. Kaj je zdaj tisti ključni trenutek oziroma kaj se mora posamezniku zgoditi, ali je to moški ali ženska, da pa dejansko začne, tako kot je nazadnje tudi ti na svoji poti, gledati, torej pogledati vase in se soočiti s temi svojimi strahovi oziroma resnico? Ja, mislim, velikokrat je težko slišati nasprotno mnenje, nasprotna prepričanja, ampak mi izhajamo iz različnih družb, iz različnih družin, nekateri tudi iz različnih kultur in te različnosti so tiste, ki nas potem oddaljujejo, namesto da bi nas zbližale. Ampak če pogledamo v osnovi, smo tudi moški in ženske, smo si popolnoma različni, ampak ravno ta različnost nas združuje, nas povezuje in nas priteguje, ne? To je ta polarnost, ki se ustvarja med moškim in pa med žensko. In žal vidim sam pri sebi in tudi pri ljudeh, ki sem z njimi veliko delal, da so neke močne življenjske izkušnje tiste, ki človeka malce prebudijo, ponavadi na neprijeten način, ki mu dajo vedeti, da ni vse v življenju, kar dela prav, naj si bo to bolezen, naj si bo to
finančna izguba, bankrot, izguba partnerja, prevara, kaj podobnega recimo. To so tisti tako imenovani učiteljni, ki nam lahko zelo dobro odprejo oči. A ne, samo danes vseeno imamo toliko distrakcij, farmacija je tukaj zelo močna in pač ljudje posegamo po protibolečinskih sredstvih in si lahko nekaj časa še zatiskamo oči, se oddaljujemo od tega, kar nam telo sporoča, ampak na dolgi rok pač pa telo vedno zmaga in kolikor ga ne poslušamo, bomo z egom nekaj časa še poskušali, z voljo še iti čez to, ampak na koncu bo telo reklo svojo besedo in bomo morali, žal, hočemo ali nočemo, to sprejeti. Tako da pomembno je, da se probamo res izboljševati našo komunikacijo in to lahko delamo, predvsem s tem, da si vzamemo čas, kar je danes dejansko zelo nemogoče za marsikoga. Tako kot si prej omenila, toliko je nekih dogodkov, toliko je nekih opravkov, toliko je neke želje po uspehu, služba in tako naprej. Otroci zahtevajo svoj davek in si ne znamo vzeti več tega časa, da bi se konkretno pogovarjali, ampak s tem ne mislim pogovora v smislu, da jaz poslušam z namenom, da tebi odgovorim, ampak da poslušam z namenom, da slišim, kaj sploh nekdo sporoča in da bi dejansko razumeli, da ženske sporočate stvari na drugačen način in da moški sporočamo stvari na drugačen način. In da ko ženska reče, nič te ni doma, spet si prišel ob 5:00 popoldne, recimo, pa obljubil si, da boš to naredil, pa uno, pa tretje, da mu ona dejansko sporoča, več časa si želim preživeti s tabo, pogrešam te, rada bi te imela večkrat ob sebi, rada bi, da bi večkrat kam šla, rada bi, da bi večkrat me videl, kdo sem, ker si mogoče že pozabil v vsem tem času, ker so otroci prevzeli, ker je posel prevzel najino dinamiko in mu želi med vrsticami mogoče sporočiti nekaj drugega, moški pa normalno, ker smo zelo ozko usmerjeni, dobesedno vse vzamemo in ko si deležen napada, je edini način, da odreagiraš nazaj z napadom in potem je v bistvu napad, obramba in se sploh ne slišimo tega, kar nam partner dejansko želi sporočati. Če pa mi povečamo stik samim s sabo, pa mi začnemo dojemati partnerja tudi na nezavednem nivoju, na telesnem nivoju, ko nam partner z govorico telesa, z energijo čustev lahko sporoča na drugih nivojih, po IQ-ju mi temu rečemo čustva druge stopnje, kjer pa ti dejansko lahko začutiš, da kljub temu, da se ženska pritožuje, da te kritizira, da te žali, da te preverja, da dvomi vate, da te usmerja, karkoli, da dejansko si želi samo povedati, stisni me, prosim te, objemi me. Daj mi, prosim, tvoj objem, daj mi čustveno varnost, pogrešam te, potrebujem te ob sebi in želim si te kot svojega moškega. In želim si, da si tudi to ti želiš. In če bi znal moški biti tako močno povezan s samim sabo, bi začutil, kaj mu ženska dejansko sporoča preko svojega telesa in bi lahko potem tudi to naredil za njo. Vprašanje je pa potem, če to želi narediti, ker ženska je v takih trenutkih lahko zelo neprivlačna. In tisto, kar je za moškega neprivlačno, potem tisto od moških gre stran od tega, ampak ravno v to je treba iti. In če on dokaže, in tudi tukaj imam jaz problem vedno znova, če dokažem ženski, da lahko prenesem njene čustvene reakcije, njene čustvene izpade, njeno pritoževanje in tako naprej, če to prenesem, potem mi ona šele lahko zaupa in se mi preda in se mi odpre. In pa predvsem to, da tudi jaz delim, kaj je v meni in da potem ona začuti, da to ranljivost, ki jo izražam, ne zaznava kot šibkost, ampak zaznava kot izjemno moč in da potem sem lahko v njenih očeh samo še bolj moški. Urban, velikokrat slišimo tudi strani moških, da smo zakomplicirane v svoji komunikaciji, pa mogoče, zdaj si omenil, da je moški moral znati prebrati tudi tisto, kar je povedano med vrsticami, se pravi poslušati in slišati, a bi bilo mogoče, kot en nasvet nam, tudi pomembno, da smo mogoče me bolj jasne v tej komunikaciji, da namesto tega, kar delamo, se pravi, da odreagiramo na tak način, da tudi me povemo direktno, želimo si več tvoje prisotnosti. Bi bilo lažje? To bi bilo krasno, ampak to bi bilo prelahko. Dajmo malo zakomplicirati stvari. Jaz ne mislim, da ste zakomplicirane, jaz mislim, da ste zelo kompleksne. In da je moški premalo kompleksen in zaradi tega tudi on potrebuje žensko, da ona pokrije to področje, on pa pokrije drugo področje. Kajti ko se zgodi, recimo, da mora ta moški in ženska iti, ne vem, sredi kaosa v Ljubljano ali pa v neko mestno središče, kjer je ogromno enih stvari, kjer je treba paziti na promet, kdo bo z desne prišel, kdo bo z leve prišel, kdo je za tabo, semafor, uno, tretje, bo nekdo stopil na cesto ali ne bo.
je za moškega to bistveno manj moteče kot za žensko, ker moški teh stvari ne zazna tako, kot jih zazna ženska. Ženska zazna vse in na njo potem, na njen živčen sistem tudi to bolj bistveno vpliva. In zato je fajn, če ima ob sebi moškega, ki je bolj imun, če lahko rečem, na te stvari. In bolj kot je on imun, bolj lahko on to, bom rekel, stoično prenese in vodi, in bolj kot to on prevzame in vodi, bolj je lahko ženska ob tem sproščena in bolj mu lahko zaupa in bolj je lahko ženstvena ob tem. Tako da je tukaj sodelovanje tisto, ki je pomembno. Tako da ne gre samo za to, da zdaj poveste moškemu, lej, rada bi, da bi to pa to naredil, ker potem ga usmerjaš moškega, kot ga usmerjala mama in tega moški tudi ne rabimo. Moški mora znati ugotoviti v bistvu, kaj ona želi. In ona želi, da on ugotovi. Ker ona si misli, če ti bom govorila, me boš ali zasovražil, ali pa boš tisto naredil, kljub temu, da nočeš tega narediti, pa boš naredil samo zato, da bo mir pri hiši. Ampak ona želi, da ti sam ugotoviš, kaj je za temi besedami odzadaj. Zato toliko polagam svojega truda ali pa dela na delo z moškimi, zato da oni dojamejo, da ne spreminjaj nje, zato da bo tebi lažje, ampak probaj spremeniti sebe, bolj se poveži sami s sabo, bolj nauči se določenih stvari in bolj boš razumel, kako ona pleše. In potem boš ta ples lažje vodil. To ne pomeni, da bo lažje v osnovi vse skupaj, verjetno bo še več stvari prišlo ven, ampak ti boš postajal močnejši, torej ne skušaj omejiti ženske v njeni energiji, ampak raje povečaj kapaciteto sprejemanja te njene energije, torej povečaj svoj rezervoar. To pa lahko narediš s praksami, z vajami, z meditacijo, z več vajami za zavedanje, za prisotnost, ker ženska v končni fazi rabi samo, da si prisoten, da si ob njej, da jo čutiš in niti ni treba, da je to 24 ur na dan. Če nimaš časa, če imaš opravke, če ti je posel pomemben, če imaš druge stvari, ki so ta trenutek res pomembne, nakloni tisto 1 uro na dan, ampak bodi 100% potem z njo. Čutijo, slišijo, poslušajo, bodi z njo tisto 1 uro in ti bo hvaležna, bolj kot če boš z njo 6 ur, zato ker je nekdo rekel, da je fajn preživeti žensko nekaj časa. Ženske smo ti zelo hvaležne, seveda, da ozaveščaš tudi moške na tem področju, pa vendarle, kdo pravzaprav, Urban, pride k tebi? Oziroma, ali je to res že ozaveščen moški, ki ve, da potrebuje takšno pomoč ali pa recimo nasvet, podporo, in pa kako sprejemajo pravzaprav, ko se z njimi pogovarjaš o teh stvareh, torej, da bi morali tudi pri sebi nekaj spremeniti. Kakšne so recimo odzivi, reakcije? Če ni iskreno, seveda. Ja, opažam iz prakse, da veliko moških pride do mene, ko nekaj časa že spremljajo moje delo. Ali berejo moje zapise, ali poslušajo moje videe, ali se odločijo za kakšen nakup kakšnega mojega spletnega programa. Potem po nekem času, po letu, 2, morda pa se odločijo vendarle za individualni posvet, da pridejo v stik ali pa pridejo na vikend odmik, recimo, kjer delamo 3 dni v živo. Rabijo nekaj časa, ker ti moški ego je res ena taka trda stvar, en trd oreh, ker kdo si pa ti, da boš meni govoril, se jaz najbolje vem. Se spomnim, ker je bila prvič delavnica za moške, kako se ljubiti svojo žensko, mi je prijatelj rekel, v smehu seveda, sarkastično rekel, pa se rekel, vse brez veze, rekel, se fantje to že vse vejo, moški vse vejo, saj so že vse porniče pogledali in že vejo točno, kaj delate. Ampak žal je res tako, moški mislijo, da ne rabijo se več nič naučiti o ničemer, ampak če pogledamo, kdo je nas vodil, kdo je bil naš idol, naši starši, naši dedki, naši očetje, ki dejansko po vojni naši dedki niso imeli časa ukvarjati se z osebnostno rastjo, treba je bilo preživeti, treba je bilo zgraditi zopet državo, postaviti. Moji starši posel, treba je bilo materialno preskrbeti v bistvu družino, da so otroci lahko šli v šole, da smo imeli streho nad glavo, da smo imeli tisto hrano. Kdo se je ukvarjal tukaj s čustveno zrelostjo, kdo se je ukvarjal tukaj z rastjo, kdo se je ukvarjal s tem, kako se bo on s svojo žensko pogovarjal. Ona je bila za to, on je bil za to, basta, funkcionirala sta kot leva in desna roka in to je bilo to. In mi smo pač produkt vsega tega. In ko pogledaš v bistvu potem to družbo, vidiš, da je pa potrebno vse nekaj narediti in je potrebno kakšno knjigo prebrati, potrebno se je malo začeti s tem soočati. Ker, če odgovorim na prvo vprašanje, kdo pride k meni, pridejo moški velikokrat, ki je že za njih prepozno. Ki je za njih res prepozno. In včasih, ravno včeraj se je to zgodilo, gledam par in rečem, kje ste bila videla par let nazaj? Ti bi rabil 5 let nazaj priti do mene. Zdaj, jaz ne vem, jaz te ne morem popraviti. Jaz nisem kirurg, ki bom zakrpal nekaj, kar je poškodovalo se, kost, ki je počla ali pa, ne vem, nek čir odstranil ali pa karkoli. Sem rekel, ja, sej bom zdaj k tebi hodil. Sem rekel, ja, ampak to je zdaj
proces, ki bo nekaj časa trajal, upam, da se tega zavedaš. A ne? In potem marsikdo ni pripravljen pa na to delo, zato ker mi smo danes navajeni rezultate žeti v kratkem roku. Mi bi radi vse včeraj in zdaj pa vložiti, ne vem, da jaz nekomu rečem, za ureditev tvojega stanja bo treba, ne vem, mogoče 2 do 3 leta. Ampak to je meni učitelj rekel in takrat sem rekel, ok, zdaj pa najboljš, da danes začnem, ker če bom še 1 leto čakal, bo to 4 do 5 let. Tako da, dajmo zdaj. In zdaj, če jaz vložim, bom rekel, 3 leta v mojem življenju časa v nek napredek sebe, v nek spremembo sebe, je to razmeroma malo časa, če pogledam na celotno premico, ki jo imam od rojstva do smrti. In če zdaj lahko to naredim, se potrudim, vem, da bom žel boljše rezultate lahko 3, 4, 5 let od danes naprej. In to je garantirano. To ni nekaj tako, poskus pa bomo videli, mogoče bo šlo, mogoče pa ne bo. To bo garantirano, če si ti konkretno lotiš dela na sebi, boš konkretno čez par let ali pa par mesecev lahko na zelo višji poziciji kot si. Čustveno, duhovno, mentalno, celo fizično. A ne? In vidim pa, da dostikrat rabijo izkušnjo, rabijo žensko, ki reče, dovolj imam, ne morem več. Zdaj, ko ženska reče, dovolj imam, ne morem več, potem dvomim, da obstaja še pot nazaj. Prej si omenil tudi preteklost oziroma to, kako so živeli naši dedki, naši očeti. Kakšen vzor smo pravzaprav imeli tudi v družinah, ko gre za partnerski odnos? Kako pravzaprav ta preteklost vpliva recimo na današnje odnose, na odnose med moškim in žensko danes? Ja, mislim, ravno včeraj sem pisal, oziroma 2 dni nazaj sem pisal o tem, da mnogi mislijo, pa kaj se to vtikaš v to preteklost, pustijo na tam, kjer je mesto, ne vtikaj se nima vpliva na to, ampak se ne strinjam s tem, ker če mi preteklosti ne poznamo in če ne razumemo, zakaj so se določene stvari v preteklosti dogajale, potem ne moremo vedeti, da vse to vpliva dejansko na našo sedanjost in kako vpliva na našo sedanjost. In to, kar vpliva na našo sedanjost danes, pa vpliva na mojo prihodnost čez toliko in toliko časa. Torej, preteklost seveda je tam, jaz se ne morem več spremeniti, ampak ko jaz dobivam razumevanje v njej, ko jaz vem, zakaj je bil moj dedek tak, zakaj je bil moj oče tak, kaj se je njemu zgodilo v življenju, če mogoče, ne vem, moja mama zgubila očeta, ko je bila stara 14 let recimo, ali pa če je, ne vem, mojemu očetu umrl brat recimo v neki nesreči, ko sta bila stara 8 let, to vpliva na mojega očeta in potem jaz lažje lahko razumem, zakaj je moj oče tak in zakaj ima v sebi on verjetno toliko neke bolečine ali pa strahu ali pa jeze ali pa besa ali pa ne vem česa, če ne vem, je oče hodil domov recimo vsak dan pa je pretepal družino, potem veš, da si ti produkt tega in da je vse to tudi do neke mere v tebi in da če boš ti to v zavestu, da boš ti lahko prekinil ta vzorec, ta tok in tega ne boš ponavljal potem več v prihodnosti, ker to je podzavestno in kar je podzavestno se ponavlja, je kronično in če mi tega zavestno ne ustavimo, ne vidimo, ne prekinimo in nekaj glede tega ne naredimo, potem bomo mi ponavljali, samo na drugačen način. Torej, če naš oče hodi v gostilno vsak dan, pa se je napil, mi pa hodimo danes, ne vem, 3-krat, 4-krat na teden na kolo za 2 uri, je to praktično ista stvar. Samo to, kar mi delamo danes, je v družbi sprejemljivo, tisto z alkoholom pa ni več sprejemljivo, ampak v osnovi je stvar ista. In na tak način najbrž mi prenašamo potem to tudi na otroke, se pravi, mi smo vzor, kako naj bi partnerski odnos najbrž zgledal tudi otroku. In ali to prenaša naprej, ali potem ponovno na njem, da to preseže, oziroma kaj lahko mi naredimo za to, da bo tak odnos vzoren in da bomo dober vzor recimo našim otrokom. Ja, dobro vprašanje. Mislim, navezuje se na prejšnje vprašanje. Ne? Ko vi pogledamo partnerski odnos med našim očetom in med našo mamo, ampak ne tisti, ki je navidezen, ampak tisti, ki je resničen, ker veliko ljudi naven deluje, pa vse smo ok, ne? Lepa hiša, urejen vrt, noter pa vsak v svoji spalnici, celo ločene police v hladilniku recimo. Ne? Mislim, sem slišal za take primere. In ko otrok pogleda odnos svojih staršev, mora vedeti, da je to nekaj, kar je vtisnjeno v njegovo podzavest. On se je odnosov učil iz izkušenj, iz vzorca, ki ga je videl doma. In on bo ponovil podobno ali pa dostikrat enako zgodbo, ki sta jo imela njegov oče in njegova mama, če ne bo tega v zavestu in bo isti odnos potem prenesel na svoj partnerski odnos in potem seveda njun otrok se bo poučil od njiju zopet. In potem bo se cikel samo ponavljal in je to kot neka kotaleča še žoga,
kot neka snežna kepa, ki pa dejansko enkrat pride do konca in se nekam raztrešči in takrat pusti za sabo veliko razdejanja. In danes, kar vidim recimo pri otrocih, ki imajo kronične težave, skolioze, hernije, išias, otroci pri 12 letih, se moramo zavedati, ne vem, atopijski dermatitis, fibromialgije in tako naprej, težave s kožo, težave v šoli, ADHD in tako naprej. To dejansko mi rešujemo potem otroke, namesto da bi pogledali, od kje je v bistvu otrok ta vzorec vzel, kako je okolje na njega vplivalo, da on danes skozi te ali kronične obnašanja, ali kronična stanja, ali kronične bolezni daje ven tisto, česar mi mogoče še ne vidimo. In zato je pomembno, da pač poznamo, vidimo, pogledamo odnos, ki sta ga imela oče in mama, da vidimo, da se bo ta tradicija najverjetneje ponovila pri nas, okolikor glede tega nekaj ne bomo naredili. In če želimo, jaz včasih rečem, po ljudem sem rekel, če nimaš motivacije, poglej, koliko imaš rad svoje otroke. In če imaš rad svoje otroke, in ne dvomim, da jih nimaš rad, ker vsak starš ima rad svoje otroke, potem se zavedaj, da to delaš za njih. In če ti to ni dovolj zadostna motivacija, potem res ne vem, kaj ti je. Je pa verjetno kar izziv, Urban, glede na to, da vsak prinaša v partnerski odnos svojo preteklost. Se pravi, vzorce svojih staršev in njihove preteklosti in partnerskega odnosa, združeno potem to, recimo, da lahko razumemo, zakaj so precejšnji izzivi potem v postavljanju nekega novega odnosa, oziroma odnosov na novo, brez tistih partnerskih vezi. Obstaja tak en generalni nasvet, kako bi lahko to presegli? Ali je to res delo, ki traja in traja? Mislim, vsaka dobra stvar, ki jo želimo v življenju imeti, vsak, ki je dosegel kakšno dobro stvar, ve, da je to zahtevalo veliko njegovega časa, energije pa pozornosti. Dobre stvari ne pridejo same po sebi in se ne zgodijo iz nič. Tudi tisti, ki so zadeli loterijo, in veliko je takih, ki vedno upajo, da jo bojo, žal statistike kažejo, da mislim, da več kot 95% ljudi je po določenem času bilo še na slabšem, kot pa preden so zadeli pač nek znesek ali pa karkoli. Tako da mi upamo, želimo si, da nam bo nekaj od zunaj olajšalo to naše življenje, ampak za dobre stvari v življenju vsak lahko pogleda dobre stvari, ki jih je zgradil, na katere je ponosen, ve, koliko časa, energije, pozornosti so mu vzele. In partnerski odnos je tudi ena izmed takih stvari, ker partnerski odnos je nagnjen k entropiji, je nagnjen k kaosu, je nagnjen k razdoru, k uničenju, tako kot vsaka stvar. Mi, ko gremo skozi čas v življenju, bomo čez nekaj časa razpadli. Pač tako je življenje, tako je, se rodiš in potem počasi greš proti cilju. In čas je tisti, ki te pelje. Nekdo ima več časa, nekdo ga ima manj, ne vem, kdo to določa. Ampak tudi partnerski odnos je odnos, ki je pogojen s časom in čas partnerski odnos uničuje, tako kot vreme uničuje železo. Tako kot vreme uničuje, da les začne trohneti. In ti moraš železno ograjo, jo moraš zaščititi, jo moraš vsake toliko časa pobarvati. Les moraš zaščititi, ga pobarvati s pravilno zadevo, da bo ta osnova oziroma ta zadeva trajala čim dalj časa. In odnos je ista stvar. Če v odnos ne vlagamo neprestano, ni dovolj, da, pa se sem ti rekel, rad te imam 20 let nazaj, kaj še hočeš, se ti bom povedal, ko bo se kaj spremenilo, tako ne gre. Ves čas je treba vedeti, da je partnerski odnos nekaj, kar je nagnjeno k razdoru, razpadu, razhodu in da če mi tega ne ohranjamo, je potem to obsojeno na propad. Zato je tako potrebno v bistvu, da se ukvarjamo s tem, da ni samo, koliko bomo zaslužili, pa kakšno hišo imamo, pa kakšen avto vozimo, ampak tudi kakšen partnerski odnos imamo. Ker danes je tisti, ki ima uspešen partnerski odnos ali pa tisti, ki saj živi v nekem, bom rekel, povprečnem partnerskem odnosu, ima daljšo življenjsko dobo, živi manj s kroničnimi težavami in to je pač stvari, ki jih zdaj pač dokazujejo. Morda, če se dotakneva še ene teme, ločitve. Veliko je, tako vse pravijo, več ločitev recimo, kot jih je bilo včasih. Zdaj pa seveda, ali ljudje res, torej v partnerskem odnosu, prehitro obupamo, ali je to pač nekaj, kar je danes, če nisi torej zadovoljen, če vidiš, da to nima nobenega skupnega cilja in nobenega smisla,
da ne zapravljaš časa in se pač odločiš, da greš korak naprej. Kaj torej narediti, da bi ohranil tak odnos, oziroma kdaj vedeti, da to več nima smisla? Zopet izhajamo iz tradicije, ne? Ker predstavljate si 50 let nazaj, 100 let nazaj, da se je ženska želela ločiti od svojega moškega. Ne? Dejansko je bila obsojena na propad. Moški je bil tisti, ki je poskrbel za neke ekonomske potrebe ženske. Ženska je bila tista, ki je zadovoljevala neke, bom rekel, fizične potrebe moškega in pa skrb za družino in seveda skrb za otroka. Ne? In takrat ljudje tudi ne razmišljali niso o tem, da bi šli narazen. Pač treba je bilo potrpeti. In to so še vedno besede naših babic, v bistvu, malo je treba potrpeti. Ne? Ravno včeraj sem slišal, v bistvu, mož jo je tepel, ampak je rekla, le treba je potrpeti, razumeš, da ne bojo, kaj bojo pa rekli, kako bo pa na zunaj izgledala, ampak ti rajš razpadaš znotraj, kot da bi nekaj razpadlo zunaj. Ne? To je pač osnova. Mi Slovenci smo zelo navajeni trpeti, ker smo bili toliko in toliko tisočletij pod jarmom drugih in smo trpeli. Nismo mogli niti boriti se, niti nismo mogli zbežati in smo se naučili trpeti. In mi smo zelo dobri v trpljenju. Poglejte naše športnike, ki zelo dobro trpijo in s tem dosegajo vrhunske rezultate, svaka in čas, kar delajo, ampak dejansko je to trpljenje. In vsak, ki bo rekel, da to ni trpljenje, da ti 4 ure poganjaš kolo v nek nor hrib, to ni užitek, ne more biti užitek. Razen če imaš tako ločeno telo od zavesti, da ne čutiš tega, kaj ti telo sporoča. Ampak, kar hočem reči, je, danes ljudje ne da obupujejo prehitro, ampak imajo prenizko čustveno zrelost in ne izkusijo ali pa ne izrabijo, ne uporabijo vseh možnosti, ki so jim danes na voljo. Toliko je nekih svetovalcev, toliko je nekih terapevtov, toliko je nekih načinov, kako lahko izboljšaš partnerski odnos. In valjda zaradi nizke čustvene zrelosti mi potem raje zamenjamo partnerja, upamo, da bo z drugim partnerjem boljše, ker s tem se itak ne da nič zmeniti, ampak mi se ne zavedamo, da je naša podzavest tista, ki živi v neki ideji ljubezni in privlači točno čašnega partnerja, ki je nam enak oziroma odseva tisto, česar mi pri sebi še ne želimo videti. In če mi tega ne bomo s tem partnerjem pogledali, začeli tega naslavljati in mogoče celo razrešili s tem partnerjem, si upam trditi, da se bo zgodba ponovila z naslednjim, morda še hujša zgodba, ampak s časoma bomo dojeli, da dejansko je treba najprej pred svojim pragom pomesti. Zato vsakemu, ki je zdaj razmišlja o ločitvi, polagam na srce, naj potrudi se, naj najde pomoč, naj najde ljudi, ki so za to usposobljeni, ki jim lahko pomagajo pogledati stvari iz drugega stališča, ki lahko pomagajo prevajati ta jezik, moški jezik v ženski jezik in ženski jezik v moški jezik, zato ker rabimo se bolj razumeti, rabimo se bolj izražati, rabimo se več pogovarjati, ker je pa še enkrat v tem sodobnem času, ki je noro hiter, dostikrat zelo nemogoče in pa tudi pač nismo toliko čustveno zreli, da bi znali skomunicirati stvari, da bi sploh čutili sebe, da bi povedali, jaz se pa ob tem počutim tako in tako. Ob tem, ko se je to zgodilo, se počutim tako in tako, ker ne vemo, ko se čutimo, potem ti si to naredil, zaradi tebe je tako in tako. Tako, ko pokažeš s prstom, se moraš zavedati, da 3 prsti kažejo nazaj k tebi in kdor kaže s prstom, ima pri sebi veliko za predelače. Lepa popotnica za leto 2024, morda Urban še o idealu romantične ljubezni. Ali je realen in kako vpliva na odločitve življenje posameznikov, tisti, ki verjamejo seveda v to romantično ljubezen in verjamejo, da bo večno enako sijala in enako močna, in ali je možno pravzaprav to doseči in kako? Ne vem, če možno, verjetno obstajajo kakšni primeri. Ta ideal je bil predstavljen predvsem s temi hollywoodskimi filmi, z Dr. Romani, z venezuelskimi, turškimi in takšnimi nadaljevankami. Tam dejansko pač vidimo ta ideal, zato ker to je nekaj v nas. Človek, ne glede na to, je ženska ali moški, hrepeni po ljubezni, hrepeni po povezovanju in biti v stiku z nasprotno osebo. Pač ustvarjeni smo z namenom, da se združujemo, da se povezujemo, ker temelj ali pa bom rekel zakon, 2 zakona sta človeška, sta zakon po razmnoževanju in zakon po preživetju. In za razmnoževanje pač potrebujemo nasprotni spol. In tukaj je pač nekaj, kar tega ne smemo ignorirati, kar tako. Zato smo si namenjeni, da smo, ampak ravno te nasprotnosti nas delajo, bom rekel, tako privlačne, nas po drugi strani dejansko tudi ospravljajo obživce vsake toliko časa. Tudi sam sem mislil, da 2, ko se srečata, ko med njima preskoči iskra, ko se zgodi tista kemija, ko nek sem te že srečal, mogoče se poznava iz prejšnjih življenj, siguren sem, nek sva se že mogla videti, tako poznan si mi, tako domač si mi, tako mi je toplo vse s tabo, zagotavljam takemu človeku, da ima ta človek verjetno ali pa zagotovo negativne ali pa pozitivne karakteristike njegovih staršev in da je živčen sistem naš
tako močno bil prilagojen na ta način delovanja in da potem neka oseba, ki ima podoben ali pa enak živčen sistem mojemu očetu ali pa moji mami, bo tista oseba, ki me bo verjetno najbolj privlačila. In ko faza rožnatih očal mine, ko ta zaljubljenost pade, ko jo je konec, takrat se pa začne v bistvu delo. Takrat se pa začne delo, kjer lahko ta zaljubljenost, ki je lahko zelo dobra odskočna deska, z delom na sebi mora počasi postati, lahko postane ljubezen. Ljubezen je pa, kot sem rekel že prej, delo dveh, sklepanje kompromisov, odpovedovanje, dajanje včasih tudi sebe malce na stran, drugega v ospredje, dajanje, skrbeti za drugega, zadovoljevanje svojih potreb, zadovoljevanje partnerjevih potreb, izražanje svojih potreb, izražanje svojih želja in pogovor. Urban, midva bi lahko še kar klepetala in klepetala, Sigurno. ampak sva rekla, nekje si bova omejila čas, da ne bova predolga, pa vendarle, v prazničnem času smo, pred nami je zaključek starega leta, pričenjamo z novim. Kakšna bi lahko bila popotnica s tvoje strani za moškega, za žensko in seveda za odnos in partnerstvo? Mogoče bi začel s tem, kako za moškega to jaz gledam, ne? Ker se mi zdi pomembno, da moški smo tisti, ki prevzamemo odgovornost in ki ponudimo ali pa ustvarimo varen prostor za žensko, kjer se bo ženska lahko počutila sproščena. In happy wife, happy life. Ko bo moški poskrbel, da bo ženski dobro, ko bo poskrbel, da bo ona čutila, da je od njega ljubljena, občudovana, da jo pohvali, da jo ima rad, da vidi njen doprinos, da se ji zahvali za kosilo, za zajtrk, da ji reče, hej, hvala za otroke, hvala za vse, kar narediš doma. Ja, jaz prinesem denar, tudi ti služiš svoj denar, ampak ti dejansko doma narediš še toliko stvari več. Če bi tukaj dal to vse skupaj na tehtnico, sem prepričan, da bi tehtnica na ženski strani bistveno prevladala, ne? In da se ji zahvali, da ji pove, koliko jo ceni, da ji pove, koliko mu je pomembna, da ji pove, kljub temu, da se je mogoče zredila, pa da ni več tako privlačna, kot je bila prej, da se je spoznala, ker je dala 3 otroke, že recimo 3 rojstva skozi, ampak da je vseeno njemu še vedno privlačna, ker je ženska, ki si jo izbral, in da je on tisti, ki lahko to občudovanje zopet povrne, da bo ona začela zopet sebe videti drugače skozi njegove oči, je to nekaj, kar bo naredilo njegovo žensko bolj sijočo, bolj lepo, bolj zdravo, in dejansko se njen obraz, izraz na obrazu lahko spremeni. In če bo on ustvaril tako okolje, kjer se bo ženska počutila dobro in bo zaželena in sproščena, potem bo ona njemu to vrnila 10-kratno, to sem prepričan. Ženske pa, po drugi strani, če nimate ob sebi takega moškega, ga verjetno tudi nimate zaradi tega, ker ga same ne znate do te mere pomiriti ali pa ker vi rabite ves čas nekaj, da vas trigira, nekaj, da vas sproža. Zato je treba tudi lahko en korak nazaj stopite in mu kdaj poveste, kako pomemben vam je on v življenju, da se mu stisnete k njemu, ga pobožate, mu pokažete v bistvu svojo naklonjenost, mu pokažete, da ste še vedno njegova ženska, da si želite njegove bližine, njegove fizične moči, da si želite te njegove odločnosti, da si želite tega, da si vas vzame, da vas kam pelje in da namesto nikamor ne greva, da mu rečeš, ej, a bi ti mene peljal v kino mogoče zdaj, ko so otroci šli za vikend nekam? Ej, a bi ti mene peljal na večerjo mogoče? In s tem mu ti sugeriraš, ga usmeriš, potem pa on spelje zadevo do konca. Ne? Vem pa, da včasih ženske reče, jaz to ves čas delam, pa tega ni več, ampak se da z majhnimi korakci se da prehoditi zelo dolge razdalje. Samo začeti treba. In ni treba čakati do leta 2024, da se to zgodi, lahko začnete takoj, a ne? Iskrena hvala za ta pogovor, za vse nasvete. Verjamem, da si marsikomu izmed nas odprl oči, nam dal tudi za razmišljati v letu, ki prihaja, da bomo naredili tudi nekaj pomembnega na področju odnosov in partnerstva. Tako da še enkrat hvala in vse dobro v letu, ki prihaja, Urban. Sem prepričana, da se bomo še slišali in še speljali kakšen pogovor. Hvala lepa. Hvala z veseljem. Drage dame, dragi gospodje, tudi od vas se poslavljamo. Ne pozabite, pred nami so prazniki. V prazničnem času smo. Želimo vam seveda vse lepo
v letu 2024. Ostanite z nami, ko bomo pripravljali dogodke tudi v naslednjem letu. Sicer pa se razvajajte v tem času, bodite ob ljudeh, ki jih imate radi, ki jih želite ob sebi, dajte si privoščiti kozarček dobrega vina, uživajte v čudovitih dišavah in se razvajajte tudi s kakšno savno ali pa s kakšno kopeljo. Vse to bo prijalo ne samo v tem koncu leta, ampak tudi v naslednjem letu. Bodite dobro in bodite zdravi. Srečno!